Na 22. taboru Slovenske ljudske stranke se je zbralo okoli 3000 članov in simpatizerjev stranke. Namen je seveda, da se srečamo, da se družimo, da proslavimo dan, ko smo pred 31 leti ustanovili Slovensko kmečko zvezo kot prvo demokratično politično stranko v Sloveniji po drugi svetovni vojni in da obnovimo te zaveze, da se bomo borili za slovenskega kmeta, obrtnika, podjetnika, mlade, starejše, delavce, za slovensko podeželje. In da bodo tako kot pred 3 desetletji tudi tokrat pokazali zagnanost in voljo, je poudaril Podobnik. Da je potrebno tiste stvari, ki jih smo ob osamosvojitvi pričakovali, pa se žal nekatere niso uresničile, da jih bomo zdaj poskušali z novo voljo, novo energijo, s povezovanjem, sodelovanjem vseh dobronamernih uresničiti v dobro vseh. Tabor Slovenske ljudske stranke je bil v znamenju voditev v Evropski parlament. Gostitelj Franc Bogovič se je dotaknil svojega dela v tem mandatu. Najprej je treba pognati korenine, kar mi je na hitro uspelo, pridobiti krog ljudi, ki tebi zaupajo, s katerimi lahko sodeluješ. In tako sem se relativno hitro našel na svojem področju, regionalni razvoj podeželja, kmetijstvo, uspel s projektom Pametne vasi, ki postaja sedaj evropska politika, v regionalnem skladu, kmetijskem skladu in drugih so sredstva za ta projekt, s tem, da ohranimo podeželje poseljeno, nova delovna mesta in da mladi ne bodo odhajali v tujino. Drugi projekt, ki je zaznamoval njegov iztekajoči se mandat v Evropskem parlamentu, je Zavezništvo za mlade. S čimer smo predvsem v Posavju vzpostavili to boljšo povezavo med gospodarstvom, med mladimi in med izobraževalnim sistemom, kar mislim, da je ključni pogoj, da bo šlo slovenskemu gospodarstvu bolje. Bogovič za drugi mandat v Evropskem parlamentu kandidira na skupni listi SDS in SLS, kjer je na 4. mestu, a upa na izvolitev s preferenčnimi glasovi. Nadaljeval bi delo tukaj, kjer sem ga sedaj nek način pripravil. Kot sem že delal, Pametne vasi sedaj postaja politika. To pomeni, da bomo imeli denar in to je treba spraviti v življenje. Politiki ni dovolj, da samo govorimo, ampak da imamo rezultate. Zato je prva prioriteta to, nadaljevati tudi s tem, kar delam, da sem doma, da sem v Posavju, da sem v Sloveniji in da te včasih zahtevne evropske politike poenostavim, da jih ljudje razumejo in da vemo, da smo aktivni del te Evrope. Podobnik je ob tem spomnil, da na evropskih volitvah odloča samo 1/4 volivcev, zato se mu zdi udeležba članov in simpatizerjev SLS na njih še toliko bolj pomembna. Dotaknil pa se je tudi nadaljnjega razvoja stranke. Vsekakor želimo biti v prvi vrsti zagovorniki tega, da živimo v normalni državi, da niso kmetje, obrtniki, podjetniki šikanirani z nenormalnimi zahtevami nekih pikolovskih zakonodaj, po drugi strani pa recimo drugi, ki vstopajo v Slovenijo tudi nezakonito kot nezakoniti migranti, za njih pa ne veljajo taka pravila. Želimo se zgledovati po Avstriji, Nemčiji, po uspešnih državah, ker verjamemo, da smo sposobni tega tudi v Sloveniji. Na taboru Slovenske ljudske stranke so se sicer predstavili tudi kandidati za volitve v Evropski parlament na skupni listi SDS in SLS.